Prav lep pozdrav vsem, ki ste si vzeli čas za zadnjo predpoletno Zoom kavico. Tema je precej poletna: turizem, potovanja, počitnice. Danes bomo z različnimi sogovorniki raziskovali dostopnost turizma za slepe in slabovidne in izmenjali dragocene izkušnje, ki so nam na počitnicah in potovanjih vsem lahko v pomoč. Oddih, počitnice, potovanja gotovo doživljamo vsak na svoj način. Za nekoga je najboljši oddih doma, ko se lahko malo odklopi od vsakdanjih obveznosti, nekdo drug pa za oddih nujno potrebuje spremembo okolja. Za nekoga je potovanje pot na drug konec Slovenije, za nekoga drugega pa na drugo celino. Danes bomo spregovorili o tem, kaj potovanja, počitnice pomenijo slepim in slabovidnim ljudem. S kakšnimi izzivi se srečujemo in kaj je tisto, kar nam je na potovanjih ali počitnicah lahko v pomoč. Že v vsakdanjem življenju ne gre brez spremljevalcev, kaj šele na potovanjih. Spregovorili bomo z gostjama, ki se udeležujeta romanj in ki jih tudi organizirata, in tudi z dvema mladima ženskama, ki zelo radi potujeta. Vesela sem, da bomo danes lahko slišali tako različne izkušnje in se tega področja dotaknili z tako različnih koncev. Smo tudi v času, ko si prizadevamo za večjo dostopnost na številnih področjih, tudi na področju turizma. V današnji Zoom kavici se bomo dotaknili tudi tega področja. Res sem vesela in hvaležna, da se bomo danes o tej temi lahko pogovarjali s tako zanimivimi sogovorniki. Maša in Gaja, pozdravljeni. Živjo. Vidve precej veliko Živel sem. živijo, vidve precej veliko potujeta. Kaj vama pomenijo potovanja? Evo, Maša, kar izvoliti prva. Ok, hvala. Ja, meni potovanja pomenijo, oziroma mislim, v prvi vrsti mi pomenijo oddih, ali nek počitek, ki ga v bistvu potrebujem. Hkrati mi pa dajo zelo, zelo, zelo veliko občutka svobode, predvsem potem, ko sem ugotovila, kako lahko potujem v bistvu sama in kako si lahko organiziram potovanje, da sem pri njih čim bolj tudi avtonomna, ne, kar pomeni, da ne potujem samo z prijatelji, z družino, ampak se na potovanje odpravim tudi sama. Tako da ta občutek svobode bi rekla, da je en zelo velik faktor, ki mi daje v bistvu zelo veliko na koncu. Okay, hvala, Maša. Kaj pa pomenijo potovanja tebi, Gaja? Ja, meni pa bom tako rekla, predvsem raziskovanje sveta, ljudi in hkrati tudi raziskovanje sama sebe, ne? V tem kontekstu oziroma ja, v tej dinamiki, ki se pač zgodi na potovanjih. Tako da to, zdaj da je počitek, pri meni ne morem reči, tako ponavadi je kar intenzivno, z večjih aspektov, tako da ja, jaz pol počivam, ko pridem domov. Tako da to. Super. Kako in kdaj sta pa vidve začeli s potovanji? Jaz sem začela s potovanji v bistvu. Moj način potovanj, da začnem tako, moj način potovanj se je v bistvu zelo spreminjal in se še vedno spreminja. Tako da začela sem potovati najprej z družino, tako ko sem bila mlajša, pa še tudi zdaj mogoče kdaj. Greva na kakšno potovanje skupaj z mamo, recimo. To je bil prvi stik s potovanjem, no. Potem sem začela hoditi po koncu srednje šole, no, nekako na tabor, ki so bili v bistvu tabor za slepe in slabovidne mladostnike oziroma za osebe stare od, mislim, da je nekje od 14 do 21 let. V bistvu se mu reče International Camp for Computer and Communication, tako da v bistvu mednarodni tabor za računalništvo in komunikacijo. In v bistvu sem začela hoditi, v bistvu sem šla na par teh taborov, no. Z drugimi slepimi in slabovidnimi iz Slovenije, v bistvu je bila taka skupinica, se naredi, in potem smo šli, bila sem
že v bistvu, mislim, da prvo, kar smo šli, kar se mi je zdela zraven, je bila recimo Litva, pa potem še par drugih držav. In tam sem v bistvu, je na voljo veliko enih delavnic, kjer sem pa tudi raznih, torej, ki se tičejo računalništva, torej učenja računalniških veščin in pa tudi teh bolj družboslovnih delavnic. In tam sem tudi spoznala organizacijo, ki se ukvarja z dostopnim turizmom. In to je bila nekako zame v bistvu odskočna deska, da sem pa začela potem kasneje, ne tako, ampak par let kasneje, v bistvu začeti potovati sama. Tako. Torej sem stopila v stik v bistvu s to organizacijo, ki se nahaja sicer v Angliji, in oni imajo na voljo, torej, da lahko greš v skupini, torej skupinska potovanja ali pa tudi individualna, ali pa če recimo hočeš iti tako s triatlom, z družino, pač karkoli, no, imajo na voljo. Tako da to vmes pa so še tudi bila kakšne izmenjave, te mladinske izmenjave, tako da tudi to sem vmes pač hodila. Tako da sem kombinirala v resnici zelo veliko načinov potovanj, s časom tudi zaradi tega malo ta dinamika, kako sem se vsega skupaj lotevala, začela malo tudi spremeniti. Super, hvala za to, Maša. Gaja, kako je bilo pa pri tebi? Začetki tvojih potovanj. Ja, zdaj sigurno pač z družino oziroma pol v najstništvu kar precej sva z mamo, no. Tako da to. Potem v nastopu študijskih let, takrat sem pa pol začela potovati z prijatelji. Zdaj no, tisti, ki me poznate ali pa ne poznate, veste, ne veste, jaz sem imela pač precej več vida, kakor ga imam zdaj, no. Potem je pa zanimivo, da v bistvu ob izgubi ob drastičnem poslabšanju vida, potem, ko sem bila pač pol spet nekako okej, ali kako bi lahko temu rekla, sem se pa začela ful udeleževati teh mladinskih izmenjav, nekih treningov preko projektov Erasmus plus. In seveda to je zajemalo tudi potovanje v tujino. Na teh projektih imaš tudi možnost, da greš 2 dni prej oziroma 2-3 dni prej ali pa ostaneš po projektu ali pa prideš pač pred projektom, tako da imaš dejansko tudi možnost spoznati državo oziroma mesto, v katerem je projekt. Tako da ne vem, takrat sem pol začela s tem in sem se kar takrat nekako opogumila, sem videla, da nekako gre in pač od takrat naprej, no, zdaj skozi sama vandram okoli po različnih koncih, tako da se pa sigurno kdaj zmenim tudi s kakšno kolegico ali pa se v tujini dobim s kako kolegico, recimo imam kolegico, ki je iz Irske, pa se potem midve dobiva, ne vem, v Estoniji, ne. Tako da tako je bil nek ta moj proces, no, in upam, da se ne bo še tako hitro končal. Tako da evo, zdaj v nedeljo sem nazaj prišla z moje, jaz temu rečem, velike portugalske ture. Bila sem Porto, Zelenortski otoki, Azori ter potem končala v Lizboni, no, tako da ja, evo, jutri pa naprej Split, tako da pa še to naj povem, za jutri nimam ne prevoza na letališče še, ne nastanitve, samo letalsko karto Zagreb-Split, pač tako malo za orisno, kako te moje zadeve izgledajo, brez strategij, kakor ponavadi. Tako da to, no, malo za občutek. Super. Če majčkeno še ostaneta pri teh spominih na začetke vajinih potovanj, a se mogoče spomnite, kateri korak je bil mogoče najtežji? Kaj je bilo tisto, ne vem, najtežji, kar je bilo narediti na začetku? A je bilo to sploh prvič iti nekam v eno tujo deželo, v en tuj kraj? A je bilo to prvič iti sam na pot? Jaz bi rekla zase zdaj, moja prva asociacija je mogoče
si sploh upati to narediti, ampak tako, iti nekam zame nikoli ni bil problem, ker sem vedno čutila v sebi, da je to nekaj, kar si res želim. Ker sem prej na začetku omenila ta občutek svobode, ki mi to daje, in pa tudi to, kar je Gaja omenila, v bistvu ta občutek spoznavanja ljudi, kulture in vsega tega. To je nekaj, kar meni tudi zelo, zelo veliko pomeni, tako da to mi je bila nekako motivacija za to, da sem dejansko šla na to pot. V bistvu je bilo zame, ko razmišljam o začetkih, ni mi bilo težko, zato ker se mi zdi, da sem začela zelo, zelo postopoma, najprej z družino, potem tako bolj organizirano, mogoče en dodaten način, ki sem ga prej pozabila omeniti, je, ker tako spoznaš ljudi na teh izmenjavah in tako sem tudi recimo lani šla k eni kolegici, ki sem jo spoznala na potovanju na Tajsko in sem šla v bistvu k njej, a ne, sem šla pa prvič tako čist neorganizirano, čisto nekam, sem mogla priti na sever Anglije in sem pri tem uporabila zamenjati sem mogla torej dva letala sem imela, vmes sem mogla še iti na vlak, na avtobus, v glavnem vsa možna prevozna sredstva, razen ladje sem na koncu imela, sem se potem hecala, no. Tako da je bilo malo drugače, tako da se mi zdi, da sem vedno na vsakem potovanju, ki sem šla, sem se vedno nekaj novega naučila za naprej. Torej, kako si lahko pomagam naprej. Tako da mi je vedno, sem iskala v bistvu to ravnovesje med tem, ok, da vidim, kakšne so moje opcije, glede na to, da pač ne vidim nič, a ne, da to moram pač seveda moram upoštevati, ampak hkrati, da pa si upam tvegati. Meni je stvar, ki mi vedno pomaga, da imam od zadaj vedno tak safety plan, torej nek varnostni načrt v smislu, ok, da vem, koga lahko pokličem, če karkoli rabim, to v mojem primeru pomeni nekdo, ki ne bo zganjal neke panike tam, če se karkoli zgodi, ampak hkrati pa, da pač nisem vezana na to. In se mi zdi, da iz potovanja v potovanje se ta občutek tudi neke samozavesti pri tem nekako višal in tudi že od samega začetka ni bilo ničesar, da bi rekla, da mi je težko. Mogoče je bil prvi tak izziv, ko sem dejansko šla sama nekam, ko sem prvič šla tako popolnoma sama v tujo državo in sem se z tujimi organizacijami dogovarjala v bistvu kako in kaj, pač popolnoma sama, in je to vzbudi tiste vprašanja potem o zaupanju, koliko lahko osebi zaupaš, koliko lahko v bistvu v prvi vrsti sebi zaupaš in potem še drugim zraven. Tako da v bistvu, ampak to je prišlo nekako zelo spontano in nikoli nisem imela občutka, da bi mi bilo nekaj ful težko, ker sem čutila, da je to pot, ki si jo želim in da mi veliko pomeni. Tako da v bistvu vse stvari, ki sem se jih sproti naučila in ki so šle narobe, sem tako, ok, vem, kaj lahko naredim naslednjič, da zmanjšam verjetnost, da se to pa to zgodi. Tako. Sem si potem na koncu tako vzela in je potem res lažje naslednjič. Koliko gledaš za nazaj, se lahko ali držiš za glavo ali pa nasmeješ kakšni zadevi. Ampak to se mi zdi, da je zelo dragocen del teh potovanj, ki tudi za življenje zelo koristi. Hvala. Gaja, kako je bilo pa pri tebi? Sem ponovi, prosim, še enkrat vprašanje. Kjer korak je bil najtežji, če se ga mogoče spomniš? Ali ga pa sploh ni bilo? Ja, v bistvu tudi podobno kakor Maša. No, ne spomnim se prav nekaj, da je bilo prav nekaj težko, nek ta prvi korak, ker se mi zdi, da sem taka, da ko nekaj začutim in ko se za nekaj odločim, je pač ali na 105, mislim, ja, pri meni je tako, ali je na 150% ali pa je na 0%, se pravi, je ali pa ni. In ko pač je, ko se za nekaj odločim, jaz temu se pohecam, rečem, jaz ne razmišljam o stvareh, jaz kar grem, ne. Pač jaz imam že odskozi, no, se mi zdi, da mi je tudi to mama dala, no, neko to razmišljanje, mi je enkrat rekla in dejansko se tega držim in verjamem, da je to res.
Lej, dokler imaš osebni dokument, um, nekaj denarja, um, se da vse rešiti. Ne? No, zdaj jaz tukaj dodajam zraven sigurno še mobilni telefon pa mobilne podatke, no? Predvsem zaradi navigacije, pa seveda za mene tudi telefon zaradi povečave, da si lahko stvari povečam, pa si s tem pomagam. Tako da to so neke te esencialne stvari in dokler jaz njih imam, no pa polnilc, no, oziroma powerbank, se pravi, polnilna postaja, ta prenosna, za baterijo za telefon, to so res neki te esencialni in dokler jaz te stvari imam, me v bistvu nič zares ne skrbi, no. Tako da, ja, to. Super. Kako so pa vajine potovalne podvige sprejemali starši? Jih je bilo kaj strah? Moje sigurno, mislim, jaz vem, da mi je dostkrat mama rekla tako, a spet greš nekaj, zdaj spet spat ne bom mogla. Tako. Ampak pač to je del tega v resnici. Se mi zdi, da je ta strah normalen in ni vezan na moj vid, ampak je to pač normalen del, ki ga pač starš doživlja, ko otrok nekam gre, a ne. Tako da definitivno kak procent je pač ima ta vid zraven, v smislu, kaj če se bo kaj zgodilo, pa tako, ampak zgodi se lahko v vsakem primeru, a ne. Ne, tako, lahko se zgodi marsikaj, tako da, ampak nikoli pa ni bilo tega, pač vedno sem čutila veliko podpore, spodbude, nikoli ni bilo tako, ja, kaj pa če ne bi, ali pa ne, ali pa tako, ampak je vedno bila podpora temu, da pač mogoče neko zaupanje, da že verjetno, mislim, da znam presoditi, a ne, a je to nekaj, kar je okej, ali ne, in se mi zdi, da iz potovanja v potovanje se to potem tudi lažje, je potem tudi lažje, a ne, tudi za njih. In tudi se mi zdi, da je zelo pomembno, kar pač jaz ponovadi na teh potovanjih, ko grem, vedno naredim, da se pač res sproti javno. Da ni tako, da zginem, ampak da pač sporočim toliko, da vejo, kje sem, ker pač vem, da neka skrb sigurno je. Tako da sem en check-in vedno naredim, sem v smislu, jaz sem tukaj in to je to. Super. Gaja, pri tebi je pa začetek potovanj v bistvu sovpadal, majčkanje časovnega zamika bilo po tvojem padcu vida. Kako je bilo pa pri tebi in pri starših in njihovo skrbjo zate, ko si daleč, daleč stran? Ja, ne vem, v bistvu, mislim, sigurno, da pač jaz imam samo očeta, ne, no, pa seveda sestro, pa dedka, no. Sigurno, da jih je malenkost skrbelo, ampak itak to mislim, da bi jih, tako kot je Maša rekla, v vsakem primeru, tudi če bi bila videča, recimo, ne. Tako da, ampak niso tega nikoli zares izrazili, vedno so bili pač, ja, pač Gaja, itak vejo, da jaz, ko se za nekaj odločim, grem v to, in mi tega pač ne moreš preprečiti ali kakorkoli. Tako da bom rekla, da so bili tako zelo nevtralni, no. Brez nekih posebnosti, pač, ja. Tako. Okej. Kaj je pa, saj malo sta tega že omenila, ampak vseeno mogoče še majčkeno, če je še kaj za povedati tukaj. Kaj je tisto, kar vama je na potovanjih najbolj v pomoč? Meni se mi zdi, da to, kar mi je v pomoč, je veliko enih aspektov, a ne. V enem momentu se mi zdi, da je pri potovanjih tako, a si za to ali nisi, a ne, a ti je to blizu ali ne, in jaz to ne povezujem pač z vidom, ker je to odvisno popolnoma od osebnosti, od tega, kar te zanima in te zadeve, a ne. In jaz mislim, da v enem vidiku pač ta odprtost, fleksibilnost, spontanost, sigurno, da če gre kaj narobe, a ne, kako se na to odzoveš, a te to popolnoma stresira, ali si bolj flegma, ali tako, a ne, ta odziv na razne situacije, nad katerimi nimaš vpliva, tako kot je recimo, da ti v zadnjem momentu skenslajo let in take zadeve, kar se je meni tudi zgodilo, kar je bila zelo, kar
precej stresna situacija, ker sem bila v eni taki poziciji, ki niso znali dobro angleško in potem je bilo treba komunicirati stvari in tako malo ni šlo. A ne, in v takih situacijah se pač treba znajti, ne, to nimaš kaj, a ne. In je v bistvu tudi to, kako se znaš ti soočati s tem stresom, kako rešuješ problema, zmrzneš ali ne, ali karkoli pač narediš. Tako da čisto ta vidik se mi zdi, da je. Potem pa čisto recimo to, kar je že Gaja rekla, definitivno telefon tudi zame, da imam telefon, lani mi je med potovanjem crknil prenosni polnilec, tudi ni bilo glih najboljš. A ne, take zadeve v bistvu, da vem, s čim si lahko pomagam, s kakšnimi aplikacijami na telefonu si lahko recimo pomagam pri tem, da mi ali opišejo okolico, ali ne vem kaj prebere, če je opcija, ali tudi to, da mi ni panike iti do nekoga pa nekaj vprašati recimo. Pač vse take stvari ti potem na koncu pridejo prav, recimo tudi meni osebno, kako sem se naučila organizirati recimo stvari, ne vem, pri pakiranju. To je spet potem odvisno, ali je to pomembno ali ne. Pač meni je recimo fajn, da res vem, kje imam kaj, pa sem se potem naučila, ne vem, v različne take vrečke dati stvari noter in potem si na stroj napišem nekaj, a ne pa gor zalepim, da potem imam pač malo ločene stvari. Recimo, to je meni fajn. Zato, da če grem nekam, predvsem, če grem nekam daleč, da pol ne rabim cel kufer na glavo obrniti, da eno stvar najdem, ampak da imam tako malo ločene stvari med sabo. Ne? Ampak to prej nisem vedela, to sem po parih potovanjih ugotovila, da to ful fajn zadeva. Ali pa recimo, ne vem, da se dam zvonček gor na kufer, da če ga ima nekdo drug, če ga nimam jaz v roki, da ga mama vedno nauči. To se pol res naučiš med potovanji, recimo, to je taka situacija, to me recimo s tem zvončkom me je naučilo par primerov, ker nisem točno vedela, kje je moj kufer. In pol sem ugotovila, pol sem razmišljala, ok, kaj lahko zdaj naredim, da naslednjič pač vem, sploh na letališču, ker je ta asistenca, pa recimo en te spremlja, drug vzame tvoje stvari, tako to se kdaj tako zgodi, ker mi je lažje, za eno roko se nekoga držim, v drugi roki imam palco, v tretji roki za kufer nimam in ga ponavadi ima nekdo drug. In potem je vseeno mi zelo fajn, da pač imam, da vseeno slišim ta kovček, in sem si dala zvonček recimo gor. Oziroma par zvončkov, tako da moj kufer res ga ne more zgrešiti, no. Recimo tako, ali pa da sem si nalivala eno nalepko na potni list, ker se je že zgodilo, da so nam potne liste zamenjali in take zadeve. In da vem točno, da je moj potni list, sem si nekaj gor nalepila, da pač, ne. Take zadeve, da se pač sproti potem znajdeš tako. Take, mogoče malenkosti, ki na njih sploh ne pomisliš, da se znaš sproti stvari prilagoditi. To. Ampak je super, če si jih lahko izmenjamo, preden se nam zgodi, da zamenjajo naš potni list. Ja, to pa ja. Gaja, imaš še ti kakšno takšno stvar, ki tebi pride prav in ti olajša stvari? Ja, mislim, sigurno telefon mi je pač res najbolj glaven, no. Zaradi navigacije, zaradi Google Mapsov, Google zemljevidu. To bi rekla res, no, da je glavno. Druga stvar je pa res, kot sem rekla, vse je grdo slišati, ampak vse vemo, vse se začne pa v bistvu tudi konča pri denarju, ne. Res vedno pazim, da imam, no, dovoljno količino denarja in pač tudi v fizični obliki, no. Ker ne vem, če čisto dam na primer, recimo zdaj na Azorih, sem se probala z busom premikati po otoku, po glavnem otoku, ampak enostavno, še bila sem glih, ker so imeli oni neke praznike in enostavno busi niso bili relevantni. Ne vem, na Google Mapsih mi je kazalo, da bo prišel bus, ga ni bilo. Mi je kazalo, da bo prišel naslednji čez 20 minut, ga ni bilo.
Ok, pač valjda pokličeš, mislim, kaj boš naredil? Sred otoka, srednji česar, sicer v prelepi naravi, ampak ja, pač moraš priti do točke B, ne? In enostavno pač ja, da imam dovolj denarja, da se pač ne sekiram, pač pokličem taksi oziroma se znajdem na nek drug način, pa je to, no. Tako da ja, jaz bi rekla, ja, telefon in denar, glavno. Tako. Super, super. Imam še zadnje vprašanje za vaju. Napisani sem jih imela več, ampak da bomo dali čas še drugim, prav? Kaj bi svetovali nekomu, ki še ni bil na potovanju, pa bi si tega želel? Kako začeti? Um, Jaz bi rekla, to je zelo odvisno tudi od tega, kaj si oseba želi. Tako da mogoče ne treba ugotoviti, kakšna je tista vrsta potovanja, ki bi si oseba želela poskusiti. Zato, da ne vem, nekomu paše ne, iz družino, nekomu paše, da bi probal biti sam. A ne, jaz sem to ugotavljala sproti, jaz si ne pa let nazaj nikoli ne bi mislila, da bom šla nekam sama, zdaj prav to rabim enkrat na leto, ker se rabim malo umakniti, malo zamenjati okolico, ljudi, a ne, v smislu vse. Spremstvo bom rabila tudi tam, a ne, ampak kaj lahko naredim, da ga bom pač tam dobila. Ne? Tako da to recimo je zame, sem sproti ugotovila, da jaz enkrat na leto to nujno rabim in da si lahko to vzamem. a ne. In mogoče, da če si upajo, da probajo, ne vem, mislim, da ne treba oseba res proba tvegati, a ne. Da mogoče, če rabi kakšne informacije, da vedno ne lahko koga vprašati, tako kot se mi zdaj tukaj o tem pogovarjamo, a ne. Ker vsak ima svoj način, vsak lahko da svojo idejo in tako. In pol pač enostavno, da greš, saj tukaj na koncu v bistvu ni večje filozofije kot to, a ne. Ampak je pa res fajn mogoče res videti na začetku, da probaš pri sebi razmisliti, kaj boš rabil na tej poti, tako kot sva zdaj govorili, a ne, kaj nama pomaga. Ene stvari veš, ene stvari potem sproti ugotavljaš. Ampak pa tudi to neko zaupanje, da na koncu pač tudi, če se stvari zelo zakomplicirajo, da meni vedno pomaga, recimo, tako kot mi je lani, ko sem mi skenslali let, ko je bilo kar tako. Je bilo tudi zame kar stresno, pa imam zelo veliko stresa preneseno, v resnici sem se na koncu rekla, ma dobro, se ne bom ostala tukaj, nekam bom že prišla, ali zdaj čez 5 minut ali pa čez en dan. Pač, ne. Tako. Je na potovanjih res treba imeti malo tega. Pač. Ne, da ti je vseeno, ampak da lahko malo bolj fleksibilno, ker pogledaš na stvar, ne, ker nekam bo že prišel, ne boš ostal tam, tudi če si v tistem momentu tam. Ne, tako, to recimo. Taka, mogoče odprtost je tukaj nekaj, kar zelo pomaga. Super, Maša, hvala. Gaja, kaj bi ti svetovala? Ja, da proba vsak pri sebi malo razdelati, se pravi, mogoče, kaj je pri njemu, njej možno, kaj ne, kakšne ima mogoče že razvite neke strategije, znanja, veščine, konec koncev, ja, kaj so v bistvu tudi neke želje, pa v bistvu malo poslušati pač ta notranji feeling, no, ali bi šlo, a ne bi šlo, na kak način bi šlo. Ampak jaz mi zdi res ena ta poglavitna točka, ful fajn, ki jo je Maša izpostavila in tega se tudi jaz držim, mislim, imam tako filozofijo pri potovanjih. Pač tudi, če bo šlo nekaj narobe ali pa kakorkoli, enostavno ne boš mogel tam zavedno ostati, pač se vedno najde neka taka ali pa drugačna rešitev, ne. Ljudje smo iznajdljivi, če le ne pademo zdaj ful v neko paniko. Smo ful iznajdljivi, ljudje okoli nas so res, po mojih izkušnjah, v 99,99% čudoviti, no, in pripravljeni pomagati, tako da to se mi zdi tako res najbolj pomembno, no. Je pa nekaj, no, bi še izpostavila, česar se tudi jaz zelo držim. Se pravi, da sem vedno skrbim za varnost sebe, ampak hkrati tudi, mislim, ja, za varnost pa za dobro počutje sebe in prav tako tudi drugih, ne.
no, tisti, ki me ne poznate, ali pa tisti, ki me, jaz pač bele palce tukaj ne uporabljam. Na potovanja jo nosim s sabo, je načeloma tudi ne uporabljam, ampak jo imam pa vedno s sabo, ker enostavno, ja, s tem v bistvu tudi želim poskrbeti, ne vem, da ne bi naredila s tem, ne vem, neke prometne nesreče, če se ne bi počutila suverene nekje prečkati cesto brez bele palce, da enostavno ne povzročim nesreče, pač lahko se jaz poškodujem, konec koncu pač povzročim lahko škodo tudi nekomu, ki pač se vame prebije, kakorkoli, no, tako da, pa ja, tudi to, da, valjda ljudje so okoli, mislim, ljudje smo na tem svetu, da si drug drugemu pomagamo, ampak spet, da ne prelagam odgovornosti na druge, ne? Se pravi, da bojo drugi za mene, ne vem, poskrbeli ali pa urejali stvari. Pač ja, da poiščeš vedno neko to mediano, neko to sredino, ne? Tako da to, no. Hvala vama za vse izkušnje, ki ste jih delili z nami. Sem prepričana, da vse to pride zelo prav tudi v vsakdanjem življenju, a ne? Med nami pa z veseljem pozdravljam sodelavca Marja, ki dela na zanimivem projektu Datis, ki se ukvarja s področjem dostopnosti turizma. Mario, ti nam boš med drugim povedal nekaj več o potovalnih in dopustniških navadah slepih in slabovidnih, bolj na splošno, ker ste v okviru tega projekta to tudi raziskovali. Mario, pozdravljen. Mario, mikrofon moraš vklopiti. Se opravičujem, zdaj pa se slišimo, ne? Dobro te slišimo. Hvala za besedo, hvala. To, kar sem rekel v prazno, ne, seveda brez vključenega mikrofona, bom ponovil še enkrat, torej bom poskušal biti nekoliko krajši, da tudi ostali vključeni v petkovo Zoom kavico, bom rekel, povejo svoje izkušnje, svoje mnenja in tako dalje. Skratka, ja, preden bi, bom rekel, šel torej v razlago projekta Datis, bi mogoče se naslonil in opisal namen, poslanstvo tega projekta, bi se mogoče naslonil na torej, rezultate, ki so išli iz raziskave, ki je bila prva v etapi projekta, torej raziskave o stanju in potrebah, bom rekel, v turizmu, o stanju in potrebah, ki zadevajo v našem primeru, seveda, ker smo, bom rekel, iz Zveze društev slepih slabovidnih Slovenije, torej senzorno oviranih oseb. In lahko rečem samo to, da je seveda po sociodemografskih podatkih, torej bodisi da gre za starost, za spol, za zaposlitveni status in torej tudi po ambicijah, koliko, bom rekel, pričakujejo od, na primer, potovanj, kaj si želijo, kaj bi radi, zakaj jim to veliko pomeni, kajti potovanja so tudi za slepe in slabovidne izjemno pomembna. Torej, po pridobivanju informacij, ne, kajti dostopni turizem turizem sam se začne praktično že z načrtovanjem turizma, ne. Torej, tudi slepi in slabovidni vse bolj se zatekajo seveda k pridobivanju informacij, načrtovanju svojih potovanj, izletov in tako dalje, se zatekajo k seveda digitalnim orodjem, bodisi pametni telefoni, desktop kompjuterji, PC, tablet in tako dalje. Torej, že iz tega seveda vidimo praktično, da ni odstopanja. Slepi in slabovidni imajo enake potrebe, enake želje kot videči, torej, in to je dejansko ključno pri tem, namreč pri projektu Datis. Ja, vsi imamo enake potrebe, toda ali je konkretno turizem
dovolj dostopen oziroma enako dostopen za vse? Ni, seveda ni, ne. In to je, zdaj bom rekel, sem šel iz drugega konca. Zdaj, sam projekt Datis je seveda je dvoletni projekt od 2024 do 2026. Nek delovni naslov ima Digitalni pionirji dostopnega turizma in je namenjen torej spodbujanju, ozaveščanju, usposabljanju ponudnikov turističnih dejavnosti o digitalni dostopnosti, o vzpostavljanju dostopnih turističnih dejavnosti na tem čezmejnem območju, recimo temu. Seveda gre za interregionalni projekt med Italijo in Slovenijo, ne, to je treba poudariti. Torej, ja, dostopni turizem praktično zagotavlja, da so bodisi torej, turistične destinacije, proizvodi, storitve, kulturni objekti dostopni vsem ljudem, ne glede na njihove telesne omejitve, invalidnost, starost. In seveda ta del vključuje pa tudi dostopne digitalne vsebine, ne, in orodja, recimo za rezervacije turističnih nastanitev, ogled, ne vem, raznolikih turističnih ponudb s področja kulture, športa in tako dalje, gastronomije, naravna dediščina je seveda zelo pomembna tudi. Torej, gre za dostopnost objektov, proizvodov, izdelkov in storitev, vključno z digitalnimi vsebinami, ne. In to govorimo o dostopnosti za vse, ne. In to mora biti osrednji del seveda vsake odgovorne in trajnostne turistične politike, ne. Zdaj, kar smo naredili v okviru projekta Datis, torej ja, lotili smo se ga seveda z neko skupno strategijo, namreč v projekt je vključenih 6 partnerjev iz Italije in Slovenije. Pripravljena je bila neka skupna strategija, komunikacijska podpora projekta, bil je pač neki PR je bil seveda okrog tega na spletnih platformah, sporočila medijem in tako dalje. Potem je bil pa izvedena raziskava z naše strani, torej med večinoma, bomo rekel, več kot 90% je v raziskavi, ki sem jo sam vodil, so sodelovali slepi in slabovidni. Torej raziskava glede stanja in potreb, kot sem že prej rekel, na področju dostopnega turizma. Skupaj z italijanskim partnerjem Dispesom iz Trsta smo in COP Mosaico, ki je v bistvu, bom rekel, združuje, na nek način je to zveza, ki pokriva, bom rekel, ta del, en drug segment ljudi z oviranostmi, se pravi ljudi z motnjami v razvoju, kognitivnimi motnjami, recimo tako. Torej je bil skupno je bil izdelan vprašalnik, zelo obsežen vprašalnik, mislim, da ste se nekateri med vami z njim srečali, sem prepričan. In na podlagi teh rezultatov je pač pripravljena strategija in priporočila za, bom rekel, izboljšanje digitalne dostopnosti v turističnem sektorju. Prav pred kratkim pa je seveda tudi na osnovi tega koraka prvega bilo izvedeno tudi testiranje 50 italijanskih in 50 slovenskih spletnih strani. Spletnih strani, ki zadevajo, pomagam tukaj, torej, ki so povezane s turizmom, ne, torej, ki so ponudniki, recimo hoteli, restavracije, vinoteke, kulturne ustanove, naravni parki in tudi ena občinska spletna stran je bila ocenjevana, ne. Seveda, osnova za ocenjevanje so dejansko pač WCAG, torej Web Content Accessibility Guidelines, standardi, torej zaznavnost, razumljivost, operabilnost in robustnost spletnih strani, in kar je
mogoče, ne mogoče, to je zelo zanimivo, ne, je pač po teh kriterijih ocenjevalnih italijanske spletne strani so dosegle povprečno ceno 40%, ne. Slovenske zelo blizu, pa nažalost še malo manj, to je 37%, ne. Zdaj, kaj so najpogostejše težave pri ponudnikih, ki se seveda promovirajo preko spletnih strani? Kje so največje težave na njihovih spletnih straneh, ne? Torej, v več kot 90% je hiba, bom rekel, zelo bazična, ne. To so bodisi manjkajoči ali pa popolnoma napačni opisi slik, ne, se pravi alternativna nadomestna besedila. Večinoma jih ni, ne. Večinoma jih ni. Potem je zelo tipično slab kontrast med besedilom in ozadjem, kar seveda vpliva na berljivost v prvi vrsti. Potem torej pri videoposnetkih ni podnapisov, tako da postanejo nedostopni za gluhe in naglušne tudi. Manjkajoči so določeni deli, kot na primer zemljevidi strani ali pa povezave, tako da ja, to so zelo, kako bi rekel, zelo šibke točke, no, skratka na teh spletnih straneh, ne. In to je tako, ne, zdaj podatkov je še veliko več, ne, in so tudi parametri izdelani, ampak kot rečeno v uvodu, ne bi mogoče šel toliko v detajle, je pa vsekakor res, ne, da na osnovi teh podatkov, na osnovi teh raziskav bo potem v okviru Datisa, ne, se pravi, sledilo bo potem še organizacija, priprava z naše strani 15 do 20 slepih slabovidnih uporabnikov. Tukaj se dogovarjamo z medobčinskim društvom iz Nove Gorice in iz Kopra, da bi pač, ne vem, nekako, bom rekel, prišli do tega nabora, da bi konkretno preverili, recimo, kakšno je stanje v našem primeru, ne, v Sloveniji, v muzeju industrijske dediščine v Ajdovščini, ne. Se pravi, zdaj govorimo tako o fizičnih barierah oziroma fizične dostopnosti, kot seveda tudi, no, da vidimo, kaj lahko slepi in slabovidni turisti, če hočete, obiskovalci, imajo od obiska tega muzeja. Torej, ja, to je tisti del, ki pa bi mogoče si imela pod vprašanje Brigita zame, verjetno ki zadeva neke dobre prakse, ne. Ja, torej tako, zdaj mogoče bi na tej točki bilo zelo dobro zopet podati besedo tudi nekomu, ki je morebiti v teh muzejih ali pa galerijah že bil, torej v vlogi obiskovalca. Namreč so galerije, ki ponujajo neke torej otipne izkušnje, taktilne galerije. Zdaj tukaj imam ravno en leaflet od Goriškega muzeja, ne, ta zadeva, ki se dogaja torej gre za razstavo z naslovom Umetnost onkraj vidnega in gre za taktilno galerijo, ki je odprta oziroma trenutno domuje, bomo rekli, v Mercator centru v Kromberku. Mislim, da Gaja mi je enkrat rekel, da to niti pride, no, ampak nisem ziher. Tako da hočem reči, tukaj bi mogoče, seveda, to je primer dobre prakse, da se razume. Mene, bom rekel, mogoče malo zaskrbljuje to, da so zadeve delane nekako sporadično oziroma po nekem vzgibu, tudi to moramo pokriti, ne. Itak ne delamo si nobenih iluzij, pač ne vem, do neke popolne dostopnosti pač sem prepričan, da ne pridemo, ne. To je pač neka pot, to je treba zasledovati, treba je izboljševati zadeve, ne.
Ampak vseeno, namreč zadnjič, samo tako kot je medklic, sem bil na enem posvetu interregionalni, torej, če hočete, tudi predstavniki, bom rekel, oblasti, plus torej, so bili tudi predstavniki določenih projektov, torej interregijskih in tako naprej, in se spomnim, so se poznali med sabo, tile udeleženci tega posveta in tako naprej, se mi zdi, da so bili zelo nati in tako naprej, zelo prijateljski, in ko so govorili nekaj o dosežkih in o vizijah in kako bodo zadeve šle naprej, sem se zelo vtaknil in tudi reagiral na eno zadevo, in to je bilo to, ko je nekdo, ki vodi določen projekt, ne bi tukaj o imenih, je prav uporabil izraz, ta oseba je uporabila izraz, da je zadeva narejena za vsakega, pa potem še enkrat na eni drugi točki za slehernike, in sem šel seveda potem najprej na licu mesta takrat v času posveta na njihovo spletno stran, in seveda nič ne drži, torej ni narejeno za vsakega, ne za slehernika, in tudi vem, da njihov produkt ni dostopen za vsakogar in za slehernika. Tako da, in potem sem imel malo daljši ekspoze tam in mislim, da ni bil najbolj, kar je najbolj žalostno, ni bil najbolj prijateljsko tudi sprejet, ampak je bil pa zelo koristen in sem dobil od določenih ljudi tudi potrditev, da res o teh zadevah je treba torej govoriti in tako naprej in jih spodbujati. Tudi se je odzvala ena pač, ki je vključena v en projekt, torej ta oseba iz Italije, in je rekla, mi pa imamo eno zadevo, ki smo jo naredili to pa tako, pa so zadeve prilagojene tudi za senzorno ovirane ljudi, to smo delali pred 2 letoma, in potem je zaključila, je pa res, da te zadeve zdaj malo propadajo, ker to je treba vzdrževati in tako, in to sem prej rekel, se pravi, narejene so po nekih, to kot moralna obveznost, ali kako bi že rekel, damo še to vmes, pa mogoče iz tega naredimo neko zgodbo, ki pomaga v nekem širšem PR kontekstu, ampak potem je pa treba seveda, ko je pa treba te zadeve za začetek bodisi vzdrževati, da ne govorim, da jih je treba seveda nadgrajevati, torej buildati, je pa potem pa te zadeve klecnejo, tako da, ja, je pa vsekakor, bom rekel, tudi, kot veš sama, Brigita, tudi tukaj recimo Narodni muzej je, ko je bila Neandertalčeva piščal in to, mi smo tudi sodelovali zveza, smo naredili, ne vem, opise v povečanem tisku, brajci, tudi reliefno, torej model, in to so super zadeve, je pa res, da je tako, da je, kar zadeva konkretno galerije, muzeje, je zelo v redu, da se torej vključijo, bom rekel, pravi partnerji in prave energije tukaj, Torej, v primeru, recimo, kar se v novogoriškem primeru je, vsekakor moram reči, da oni so uspeli se povezati, torej eno so same lokalne oblasti, drugo je društvo novogoriško, je pa potem so pa vključili tudi izobraževalne inštitucije, to je pomembno, in v njihovem primeru recimo Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, pa Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem. To je zelo pomembno, da se te akterje vključi noter, in seveda tudi pripravljenost, bom rekel, samih kustosov in razstavljavcev, da se določene zadeve, recimo v Italiji imaš, bom rekel, kar veliko število muzejev, v katerih najdeš, ne vem, pomanjšane replike določenih del, reliefne zadeve, recimo tudi tak primer je tudi Oglejska bazilika, pa recimo muzej v Pordemoneju, so taktilno zelo, bom rekel, zelo referenčne zadeve, Tako da, ja, mogoče sem zdaj že pokril vsa vprašanja, ki si jih imela zame, ampak ja, to je nekako, bom rekel, v ozadju projekta, v ozadju,
to je v ospredju v bistvu projekta Datis. Kaj je tisto, kar je seveda pa delane bodo tudi 4 čezmejne delavnice za 100 turističnih ponudnikov iz Italije in Slovenije torej v prihodnem polletju. In na koncu bomo tudi izdelali večjezični priročnik o digitalni dostopnosti v turizmu, ravno s študijami primerov dobre prakse, torej praktičnimi primeri. Tako da to je nekje bistvo oziroma poslanstvo projekta. Super, Mario, hvala. Hvala za vse, na kar si opozoril. Ja, pri dostopnosti turizma smo vsi skupaj na poti, od slepih in slabovidnih in vseh ostalih ljudi, ki potrebujejo kakšne stvari spremenjene, da je dostopnost večja, do organizatorjev, pa konec koncev tudi organizacij, ki smo tukaj zato, da vse skupaj majčkeno spodbujamo. In upam, da se tudi temu projektu ne bo zgodilo tako kot marsikateri stvari, a ne? Da bo po zaključku pač še ena zgodba, ki bo slej ko prej tonila v pozabo. Se moramo potruditi, da temu ne bo tako, a ne? Se pridružujem tem željam in torej, ja, da ne sme zadeva ostati v nekih fasciklih oziroma kot nek, bom rekel, artefakt, kot neki lovorjev venec, neki, aha, to smo pa mi delali, pa tako naprej, ker pač od tega nihče nima nič, ne. To je samo začetek ene velike zgodbe. Super. Mario, hvala. Hvala, ker si Hvala. del te zgodbe. Dotaknili smo se že izkušenj popotnikov, izvedeli nekaj več o dostopnosti in projektu Datis. Zdaj pa vabim k besedi še Albino in Sonjo, da delita z nami nekaj izkušenj s strani organizatorjev potovanj za slepe in slabovidne. Vidve ste organizirali romanja in se jih tudi udeležili. Pozdravljeni. Živijo. Živjo. Kot sem rekla, imate izkušnjo tako z organizacijo romanj za slepe in slabovidne, kot tudi z udeležbo na takšnih romanjih. Na kateri strani sta raje? Zdaj tako je, no, jaz čisto po pravici povem, da najprej iskreno kapo dol prvima sogovornicama. Jaz pa jo res občudujem. Jaz sem ena tistih, ki nimam glih živce za potovanja, ki imam dosti domač vrt za turizem, ampak in raje kam grem, če je stvar organizirana, tako da sem bolj predstavnica tistih. Zdaj, kar se tiče romanj, pač jaz sem jih leta, ne vem kdaj, 97 ali ne vem, tam začela organizirati, zato ker je bila potreba, ker je bila želja, ker so ljudje to želeli. Brez vseh izkušenj, bila sem tudi sama še mlada, drugače moram priznati, da se jaz teh, mislim, da se jaz drugače romanj ne udeležujem, tako da bi rekla, da mi je to, da hodim z drugimi skupinami, pač sem šla v glavnem kot organizatorica, in bom z tega vidika tudi mogoče skušala potem par stvari povedati. Seveda je pa lažje iti, če te nič ne skrbi, a ne, če te nič ne skrbi, če pa greš kot organizator, imaš pa itak tudi to skrb in je pa tudi to svojevrsten občutek, zlasti zato se to splača, ker vidiš potem ljudi, ki so zadovoljni, ljudi, ki recimo ne bi nikoli šli nekam, pa so potem imeli to možnost. Recimo, če se jaz spomnim na prvo romanje v Lourdes, zakaj je nastalo. V Škofjeloškem centru slepih je gospa Anica, še zdaj, ona ima dializo. In ona je enkrat meni v eni priliki rekla, tako zelo si želim iti v Lourdes, ampak nikoli ne bom mogla biti tam, ker imam dializo. In jaz sem začela razmišljati o tem, kako to prepreko premostiti. In prvo romanje, ki je bilo, smo imeli 3 dializne bolnike, in smo zanje organizirali dializo v tekom samega našega potovanja. Se pravi, smo vse poskrbeli, da so imeli, da so jih tam sprejeli, eno dopoldne so manjkali na naših aktivnostih, ampak so pa bili lahko z nami. To je bila ena stvar, druga stvar je bila pa to, da
a ne, če gremo slepi, dobro, tisti, ki upate sami, ste res carji, ne, s tem prišparate tudi denar za spremljevalca, ampak vemo pa, da nekateri ljudje gredo radi z nami in poleg tega, da bom rekla, da potujejo sami, tudi spremljajo še koga, a ne. Drugi pa to čutijo kot neko obveznost in pričakujejo, da bodo potem vsaj del stroškov ali pa celo celoto, da jim bo pa ta človek pokril, a ne. Se pravi, in imamo tukaj zelo različne ljudi. Eni si to lahko privoščijo, drugi ne. Eni imajo svojce, ki lahko grejo z njimi, drugi jih nimajo in tako naprej. In meni je bil izziv, kako omogočiti tistim ljudem, ki nimajo svojcev, ki si ne morejo privoščiti spremljevalca, bodisi finančno, ali pa ki niso toliko socialno spretni, bom rekla, da bi si našli koga, a ne, ki bi šel z njimi, in smo potem preko različnih načinov iskali ljudi, ki bi poleg tega, da sami potujejo na tako pot, da bi spremljali tudi koga od slepih. In se spomnim prva romanja, jaz sem 4 organizirala, potem je Albina sprejela za dolga leta, jaz sem takrat potem imela dojenčka in je Albina to prevzela, no, letos sem pa potem spet jaz. No, to, da jim mogoče malo okvirja. Skratka, takrat prva leta smo potem imeli tam do 10 ljudi, recimo, za katere smo mi poiskali spremljevalce, in to je bil poseben izziv, zaradi tega, ker ti ljudje niso nič vedeli o spremljanju slepih, a ne, jim je bilo treba z tega vidika še malo pomagati. Druga stvar, ljudje se niso poznali in to je bilo riskantno, ne, dati 2 skupaj pa reči, ti boš tega spremljal. Tako da je velikega prilagajanja in tega, ampak če je dobra volja, to se pa res zdaj vidi, če je dobra volja, potem vse gre. No, zdaj sem malo daljša bila, ampak z tega vidika se mi zdi, da mi je lep izziv organizirati, čeprav je seveda bolj naporno. Odlično, Albina, slišimo te. Hvala, da ste me rešila. Super. Vem, zakaj se mi včasih zgodilo, jaz sem bila res v eni veliki stiski, Sonja, hvala, da si ti vskočila, pa si me še na določene stvari spomnila. Vidiš, pa ni bilo treba na nobeno potovanje. Ja. Okay. Ja, jaz sem prvih 2 romanj v Lourdes pa v Asizi sem se z veseljem udeležila, ki so Sonja organizirala. Potem 3. pa 4. se nisem, pa se ne morem spomniti, kaj je pa šlo vmes, da nisem bila v Čenstohovi pa v Medžugorju. Potem sem pa začela od 5. pa do lanskega leta sem organizirala in veliko stvari je odvisno od tega, kar je na začetku Maša rekla. Če si nekaj res želiš. In če ima človek voljo pa željo, potem greš na pot in ne razmišljaš, kaj ti ne bo uspelo. Ampak so potem izkušnje, kako prihajajo, da vidiš, da če delaš res s pravim namenom, s pravo željo, da se ti stvari obrnejo prav. Romanja so bila meni vedno lepa, zaradi tega, ker sem nekako povezovala spoznavanje poleg kulture, pa zgodovine, pa narave in vsega in ljudi, je bilo tudi verska razsežnost, da smo na romanjih tudi molili, da smo na začetku nas vse izročili v Božje varstvo, da smo se priporočili angelom varuhom, da smo imeli svete maše, da smo imeli spremljevalca, duhovnega spremljevalca na poti, da smo lahko tudi spoved opravili, če bo treba, ker ima se kakšen slep tudi v svojem okolju nima teh možnosti vedno. In da smo spoznavali te velika romarska središča in smo res v teh letih, ko smo organizirali skoraj vsa glavna evropska marina in druga svetišča obiskali, od Čenstohove do Einsiedelna, do Altöttinga v Nemčiji, do Kölna, do Lizbone, se pravi do Fatime, tako da ne naštevam več naprej. Res vse te stvari smo obiskali in kako bi rekla, prej, ki Sonja rekla, pri nas slepih je predvsem važno, da je dobra koordinacija med tehničnim pa duhovnim vodstvom pa med nami. Da se vse to nekako prepleta in da tisti, ki je duhovni voditelj in
naši spremljevalci, da imajo res za nas odprte oči. In jaz sem v vseh teh letih prišla do spoznanja, kako važno je, da so vse te stvari v pravi meri. Razlaga je odlična, zelo, zelo potrebna, ampak mora biti tudi v določeni meri. Če je preveč, gre v nasprotno smer. Tako da sem jaz velikokrat bila zelo vesela, da smo dobili tudi informacije, koliko je neka stvar velika, kakšne so barve, kako to izgleda. Če smo pa dobili kdaj kakšne makete, kot je prejle gospod Mario govoril, določene makete ali pomanjšane stvari, to je pa za nas res, res dragocena stvar. Da lahko, tudi letos, ko smo bili v Rimu, je Sonja nam potem priskrbela, da smo določene male kipce dobili od bazilike svetega Petra pa do Panteona pa tako naprej, te stvari, da lahko potipamo. In jaz sem zdaj prišla do tega, kako bi rekla, do te izkušnje, da ni potrebno, da mi potipamo ne vem koliko stvari. Sama sem čutila, recimo, če ne 5-6 bistvenih stvari, da lahko potipamo, pa da nam bistvene stvari povejo, da to nekako nam zelo, zelo razširi obzorje. Potem sem pa tudi prišla do spoznanja, kako je lepo, da imamo v teh romarskih središčih tudi prostor, da se lahko umirimo, da lahko tudi sami v tišini kaj zmolimo ali pa kakšno stvar premislimo. Potem je ena stvar še, kar se mi zdi zelo, zelo dobra, so pa slušalke. Včasih smo imeli možnost, da smo dobili slušalke in je potem vodič, ne glede na to, ali si bil 2 metra od njega oddaljen ali pa 10 metrov, smo ga enako slišali. Potem pa pri sami hoji sem pa videla, kolikokrat so me ljudje vprašali, ali bo veliko hoje, ali bo težko. Pa sem jim vedno znova zagotavljala, prilagodili se bomo najšibkejšemu, tistemu, ki najtežje hodi, in sem res imela dober namen. Pa se je vedno znova dogajalo, da nismo bili dosti pozorni. Tako da zdaj vidim, kako je važno, da je na začetku tiste naše poti kolone, da je nekdo, ki je viden, ki nas vodi, in da je tudi na koncu nekdo, ki bo potem poskrbel, da ja ne bi kdo ostal odzadaj. Na enem romanju mi je tako te dni, ko sem premišljevala, kaj naj rečem, tako mi je bilo težko pri srcu, ker sem se spomnim ene izkušnje, kako je ena gospa vsa zadihana potem prišla za nami, zbegana, sem rekla, le opravičujem se, smo ti rekla, da ne bomo hiteli, in vedno znova se zgodi, da smo prehitro hodili, da nismo bili pozorni na najšibkejše. Potem se mi zdela na teh romanih tudi zelo, zelo pomembna točnost. Tudi se spomnim enega romanja na slovaško. Takrat sem jaz mogoče imela še premalo izkušenj, zadnja leta sva več sodelovali z Alenko Žibelc, sva bile potem že veliko bolj usklajene, ampak prva leta, ko smo imeli še različne vodiče, sem bila pa jaz sama premalo pozorna na to, kaj pomeni, če nekam pridemo prepozno. Bili smo v dogovoru z Društvom slepih na Slovaškem in potem zgleda, da sem bila jaz premalo pozorna na to, da bi naši vodički rekla, da ja ne smemo kjerkoli se, kako bi rekla, obnašati tako, kot da nam je vseeno glede časa. In smo pa šli potem tam na tisto mesto na Slovaškem. To društvo nam je pripravilo en tak lep sprejem, pa pogostitev, pa ogled stvari. Mi smo bili pa tako omejeni s časom, da mi še danes težko se na to spomnim. Se pravi, da so določene stvari res pomembne, da smo usklajeni in da na začetku povemo točno, kaj mi potrebujemo, kaj pa lahko prepustimo. Taga, kot je Maša na začetku rekla, da bi vse stvari nekako tako spontano tekle, pri nas je to manj možno, zlasti če je večja skupina. Potem tole še, ki je rekla Sonja na začetku, da so organizirali spremljevalce. Jaz sem tudi ene par takih zelo grenkih izkušenj imela, ko so se ljudje javili, da bodo za spremstvo, pa se potem izkazali, da niti malo niso bili primerni. Tako da sem zadnja leta, če se je le dal, da sem delala na tem, da je vsak imel spremljevalca, ki ga je kolikor toliko poznal. Včasih je bilo pa treba usklajevanje, tako da kar se spremstva tiče, sem imela res
je bilo res veliko dela tega, da bi vsak imel spremljevalca, tistega, ki bi se najboljš ob njem počutil, pa da bi tudi sedel tam, kjer bi se najboljš počutil, da smo skušali tele zadeve usklajevati. Potem sem videla zdaj, to pa zdaj mislim na našega Ivota, ki bo se bo v tem mogoče še kaj oglasil, oziroma bo naprošen, da nam kaj pove, ker so včasih tile samopostrežni zajtrki. In vsi, tudi naši spremljevalci, čeprav vidijo, eni so bolj spretni, eni manj, eni vidijo več, drugi manj, in so včasih kakšni avtomati, kavni avtomat, in je tako težko, sploh se ne znajdeš, kako boš tam, pa če je še v drugem jeziku, in je bila letos ena taka, oziroma lansko leto ena taka lepa izkušnja, ki je Ivo opazil, da nam gre to težko, pa je on stopil, pa je potem posameznikom pomagal in se javil še za naslednje dni. Tako da, ja, potem pa še glede vremena. Da še eno stvar rečem. Glede vremena pa večkrat nimamo možnosti, da bi mi kaj vplivali. Se zgodi tudi, da naletimo na tako vreme, ki nam ni všeč. Jaz imam letos iz Rima eno tako zanimivo izkušnjo. Ko smo šli za križem, je tako padal dež. Ampak takrat si sploh nisem zaželela, naj dež neha, ampak sem rekla, Jezus, ti si toliko trpel. Tale dež, ki ga zdajle jaz čutim, to je res taka malenkost. In sem začutila tisto razliko med tistim mojim majhnim trpljenjem, ko smo bili spremljevalcem, pa z dežnikom, pa dež, pa to, pa s tistim trpljenjem, ki ga je pa Jezus preživel. Smo bili pa v eni drugi situaciji, ko sem vedela, da bomo pa šli na ladjico v Gradežu na Brbano, in se je tudi napovedoval tak slaboreme. Takrat sem pa res rekla, Jezus, prosim te, v tvojem imenu prosim, da bo vreme v redu. In ko smo zapuščali Vrtojbo, se je začelo že lepo vreme in pa smo vse dni imeli lepo vreme. Tako da na naših romanjih je treba včasih tudi kakšne stvari potrpeti in tudi z molitvijo prositi za kakšne stvari, da se pa potem tako uredijo, da so nam dobro. Je pa še ena stvar, kar sem rekla, da moram poudariti, nikoli pa niso stvari idealne. Lahko se človek še tako trudi, da bi stvari izpeljal čim boljše, pa se kakšna taka stvar zgodi, ker nimaš vpliva na njega, in včasih lahko samo rečeš oprostite, ali pa vzemimo to za eno dobro izkušnjo. Super, Albina, hvala. Sonja, bi ti tukaj še kaj dodala? Kaj se tebi zdi pomembno, da se na romanjih prilagodi prav za slepe, slabovidne? No, jaz bi najprej pač dala copy-paste na vse, kar je Albina rekla, kar se tiče organizacije in tega. Zdaj jaz bi samo podčrtala še nekatere stvari, pa mogoče še kakšno. Torej, včasih kdo pokliče pa reče, saj jaz še dosti vidim, a ne, jaz še lahko sam hodim in tako. Pa jaz zmeraj potem nekoga prosim, da tudi na tega človeka pogleda, ne, ker vedno se recimo, ali je neka, pač so kakšni ljudje zraven, a ne, vedno ne gre čisto 1 na 1, zelo je fajn, da je še kakšen videč več, a ne. In zmeraj, da ima res vsak nekoga, na katerega se lahko obrne, ker včasih ljudje precenijo samega sebe in nekako od sebe več pričakujejo. Druga stvar je to, da je zelo pomembno, da kadar organiziraš bodisi potovanje, izlet, karkoli za skupino, je nujno potrebno, da ljudje vejo, zakaj se gre in kam grejo in kaj jih tam čaka. Zato recimo romanja so sploh specifična, a ne, recimo pač so določeni kraji, kjer je bistveno večji poudarek na ogledih, turizmu. Če greš v Rim, si seveda ne moreš zdaj tam, mislim, je duhovni del seveda del tega, ampak ne boš na račun tega torej izpustil nekih znamenitosti, ker če greš v Rim, greš ponovadi, ne greš vsak dan, a ne, in tam je ogromno enih ogledov in tega. Se pravi, včasih ima ta turistični del
majčkeno več prednosti, včasih ima duhovni del več prednosti, če greš v neko romarsko središče, je gotovo lažje organizirati ta del. Ampak kaj hočem reči? Pomembno je, da ljudje vejo, kam grejo. Ne, da so potem razočarani, če je vsak dan maša ali pa nekaj takega, pa rečejo, joj, pa zdaj se pa skozi neki moli, pa ne vem kaj. Skratka, ljudje morajo vedeti, ali gre za romanje, ali gre za potovanje. Dobro je, da so vnaprej seznanjeni s programom in tako. Na splošno se mi zdi, da so informacije ključnega pomena. Recimo, jaz opažam, da ko skupina pride v nek kraj, je veliko enega strahu, ene napetosti, a ne. Zdaj to ljudje, tukaj so tudi starejši, recimo letos smo imeli 2 skupini v Rim, ena je imela povprečno starost 67 let, ena pa okrog 50, a ne. Torej, in se vidi, da pač ljudje gredo s tako skupino, taki, ki niso mogoče toliko vajeni improvizacije in vsega tega, kot je Maša na začetku rekla, in informacije so neverjetnega pomena, a ne? Ampak ne potem, ko že recimo vsa čreda gre z avtobusa dol in ko se že nič ne sliši in tako, ampak da vodiči v resnici dajo jasna navodila že prej, ne vem, od tega, ko stopimo z avtobusa, se držimo desno, ker je levo prometna cesta, ali pa hitro pojmo z avtobusa, ker avtobus tukaj ne sme stati, naredite 5 korakov do pločnika, ali pa kaj s vem kaj. Ali pa recimo, ko bomo prišli tja, bo sledil pregled, to zgleda tako in tako, a ne, videči recimo sproti vidijo, kako zgleda en pregled, recimo na letališču, ali pa tukaj v Rimu pred bazilikami, a ne, ko te preslikajo, ne, in je to zelo pomembno, da reče, tam bo ena vrata ali pa nek pult, kamor boste odložili prtljago, sami greste skozi tisto odprtino, imejte čim manj s sabo in tako naprej. Skratka, da so te informacije čim bolj jasne, hkrati pa dane takrat, ko ljudje še poslušajo. Ne potem, ko je že vsa množica razburkana, tudi zaradi strahu, pa zaradi nevednosti, a ne, ker ko prideš v neko neznano okolje, pa vsak hoče čim prej nekaj vedeti in druge sprašuje in je težko potem obvladati situacijo, se pravi zbrati primerno mesto, zato da se to pove. No, in recimo ena izmed teh stvari, a ne, je lahko, seveda, jaz zelo podpišem to, kar je Albina rekla, prilagajanje najšibkejšemu členu, seveda, ampak je pa treba že vnaprej majčkeno vsaj povedati, a ne, recimo letos je bil tak primer, jaz sem vsakmu povedala, 8 do 12 kilometrov hoje na dan nas čaka, ne. Se pravi, mora res vsak vedeti to, ker če bi se tukaj med nami pojavil kdo, ki tega ne bi zmogel, dobro, saj smo eno zadevo smo rešili, da sta šli potem prej s taksijem do hotela in tako, ampak je lahko težava, se pravi, je dobro, da ljudje majčkeno vejo, kaj jih čaka. Če bi šli kam, kjer je treba v hrib hoditi, ali pa da se recimo nekam ne da z avtobusom, je treba to ljudem povedati, ne da so potem užaljeni, ker ne morejo z nami, ampak že morajo vnaprej vedeti, da bodo lahko recimo ta čas na enem mestu počakali in tako naprej. Potem so zelo pomembne recimo stvari, letos je bila ena taka stvar, zdaj, ne, včasih je hrana v hotelu, ampak tukaj je pa tako, ne, da greš zjutraj iz hotela, se vrneš zvečer nazaj in vmes ti dajo 2 uri časa za kosilo ali pa uro pa pol, a ne. In zdaj v tistem času naj bi se človek sam znajdel, a ne, in jaz sem letos videla, kako prav je bilo, da sem agencijo prosila, da so nam zrihtali skupna kosila, ker če bi sam tam moral, a ne, odvisno seveda spet, kam greš, ampak Rim je večmilijonsko mesto in vemo, ne. Potem vzgojitelji vodiča. Jaz sem prva 4 leta, ko sem organizirala, smo bili res dobra ekipa, to je že Albina rekla, kako je to pomembno, ne, da smo usklajeni. Vzgojitelji vodiča zato, da prvič zagotoviš to usklajenost, pa seveda tudi v tem primeru Roman, tudi duhovnega voditelja, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz sem videla, a ne, ko začneš, letos sem prvič z eno agencijo delala, a ne, in je bilo zelo hitro, ja, pa tukaj pa slepi ne bojo mogli, pa tam pa slepi ne bojo mogli, se pravi, lahko nam iz svojega strahu preveč oklestijo program, ker si ne predstavljajo, kaj slepi zmoremo, lahko pa po drugi strani spregledajo nekatere stvari, ki so pa za nas v resnici bodisi manj pomembne, ne, tako smo recimo letos z drugo skupino preskočili ogled enega dela mesta,
ker smo videli s prvo skupino na podlagi izkušnje, da je bil to res samo dolg sprehod in slepi niso imeli nič od tega in v bistvu tudi videči v glavnem niso drugega videli kot kamne, ne. Potem, no, slušalke je že Albina omenila, disciplina je res izredno pomembna in zanimivo, ne, da po mojih izkušnjah so vodiči zmeraj presenečeni nad tem, kako disciplinirani smo mi. Seveda, zato smo navajeni ubogati, ker smo navajeni reda, ker nam red zagotavlja nek občutek varnosti, a ne, svobode in tako, ne, da smo potem res lahko sproščeni. In recimo letos ta druga vodička, ki je bila z nami, je rekla, take skupine še nisem imela, da bi tako ubogali, ne. Ker je bilo res, letos v Rimu je bilo res težko, ne, držati skupino 45 ljudi skupaj, ob tem, ko je gneča taka, da se vse meša in ko ti kakšna druga skupina prekriža pot in to res niso enostavne stvari, zdaj spet odvisno, kam greš. No, kar se pa tiče Petra, Brigita, tam si imela eno vprašanje, kako ti naši spremljevalci pa to doživljajo, a ne. Jaz vidim, da na začetku eno veliko zadržanost, recimo šoferji, ne. Šoferji so recimo ena taka luštna stvar, ker ponavadi so na začetku tako zadržani, pa čakajo, a boš padel po stopnicah, ko boš šel dol z avtobusa pa tako naprej. Potem pa vedno bolj nas spoznavajo in letos recimo z majsko skupino sem jaz imela eno tako zelo, zelo lepo izkušnjo s šoferjem, ki je bil res se ga je tako globoko dotaknil to naše veselje, ta naša sproščenost in to, ne. Je rekel, še nikoli nisem srečal slepih ljudi, rekel, to me je zaznamovalo za vse življenje, ne. In se mi zdi, da res s tem, ko se pojavljamo takole, res tudi ozaveščamo ljudi. Zdaj pa samo še ena stvar. Imela sem pa letos eno zelo, bom rekla, tako situacijo, ki je tudi mene malo zelo presenetila. Namreč ena izmed vodičk teh skupin naj bi bila usposobljena za vodenje ljudi s posebnimi potrebami. In jaz sem šla to tudi preverjati in ogromno enih potrdil, licenc in vsega, ampak rezultat na koncu pa ni bil ravno tak, no, da bi človek rekel, da ima pa ta oseba res neke izkušnje z slepimi. In bi me zanimalo in bi bilo fajn, da se Zveza slepih mogoče na Turistični zvezi Slovenije tudi o tem pozanima. Kdo daje potrdila, da so vodiči usposobljeni za vodenje konkretno pač slepih in slabovidnih, a ne? Lahko, da so usposobljeni, ne vem, za vozičkarje, ampak bilo bi fajn, no, da bi imela Zveza slepih tudi pri tem neko besedo oziroma da bi sploh vedeli, kdo je te ljudi res usposabljal in ker je to res tako, a ne, ti zaupaš nekaj, potem pa tega ne dobiš in to ni v redu, a ne, da se ljudje hvalijo z nekimi kompetencami, za katere potem vidiš, da nekako niso take ta prave. Super, Sonja in Albina, hvala za vse, kar sta delili z nami. In zdaj se bomo dotaknili še spremljevalcev. Spremljevalci so zelo pomemben del naših življenj že v običajnih okoliščinah. Kaj šele na potovanjih, kjer je vse novo, drugače, neznano. Vesela sem, da je danes z nami tudi gospod Ivo Piri, ki ima res veliko izkušenj s spremljanjem. Ivo, pozdravljeni. Pozdravljeni. Pozdravljena, Brigita. Vi ste kar pogosto v vlogi spremljevalca na najrazličnejših poteh, a ne? Ampak danes bi se vseeno majčkeno bolj osredotočili na vaše izkušnje s spremljanjem slepih in slabovidnih na potovanjih. Kaj se vam zdi pri spremljanju na potovanjih najbolj pomembno? Ja, najprej hvala za povabilo, a ne, in za tole učno urico, ki je zelo koristna in je tako na široko zasnovana, da lahko kdorkoli se želi ukvarjati z organizacijo potovanj ali pa pomočjo pri potovanjih res ve skoraj vse, kar je potrebno. No, moja situacija je malo drugačna, ne. Jaz spremljam mojo ženo Barbaro Krejči Piri, ki jo vsi dobro poznate, in spremljati zakonca je drugače, ne, kot spremljati nekoga drugega.
plus to, da je Barbara, hvala Bogu, še dokaj videča, ne, kljub manjšemu ostanku vida v zadnjih letih, ampak lahko veliko sama se orientira, poišče, ve in vidi. Ne. Tako da te stvari so specifične. Jaz moram priznati, da sem prvič se srečal s to vlogo spremljevalcev na potovanjih ravno na enem od romanj, ki jih je takrat organizirala Albina, in sicer je bila to pot na Hrvaško. In takrat sem videl, kako deluje to vodenje, ta pomoč. Ne? In tisti, ki so bili uigrani pari, ki so se poznali od prej, so dejansko lahko odnesli veliko od tega potovanja in romanja, medtem ko ravno zadnja izkušnja iz tega romanja v Rim je pa pokazala, da nekateri spremljevalci morda malo bolj nase gledajo, kot pa na spremljanega. In posebej danes, ko je treba povsod posneti kakšno fotografijo za spomin, kakšen selfie in podobno, je to še toliko težje. No, moram reči, da mislim, da sem šel hitro gledati na splet in bi delno odgovoril na to Sonjino zadnjo ugotovitev, da so licencirani vodniki, za turistični vodniki, ki lahko vodijo cenzorno ovirane osebe, in sem našel, da je prav oddelek za geografijo, jaz sem namreč geograf po stroki, ima to izobraževanje turističnih vodnikov za turistično zvezo, in sem opazil, da ste tam tudi nekatere od tu sodelujočih bile navedene kot predavateljice. Tako da ne vem, a je tisto bilo realizirano ali ne in kako poteka, ampak načelno bi turistični vodniki morali vsaj osnovna znanja o tem imeti. Brez tega, da veš, kaj pravzaprav zanima, rečemo, zame je enostavno, ker vem, kaj Barbaro zanima, ampak kako je pa težje, če ne poznaš tistega, ki ga spremljaš, vseh njegovih interesov ali pa zanimanj, je težko opisovati stvari, kaj ga zanima, ali ga bolj zanimajo neke umetnostne stvari, ali ga zanima narava, ali ga zanima utrip življenja, kaj vem, kakšne informacije, vse, da ne pridemo na koncu do tistega, ko zaviješ v trgovino s spominki in je treba potem zbirati še spominke, ali voditi ali pomagati, celo pogajati se za ceno. Tako da tu je, jaz mislim, da tisto, kar sta rekli že prvi dve, Maša in pa Gaja, da na potovanje se odpravi z nekim razlogom, ker te želja vodi. Zdaj ob tem bom spomnil, jaz sem se v osnovni šoli po gimnaziji učil latinščino. In kasneje sem tudi spremljal, kako nastajajo nove latinske besede. No in prav pri besedi turist je bila ta neprevedljiva z eno besedo. Potovati potnik je viator, ampak da so opisali turista, so pa morali 3 besede uporabiti. In sicer, da je to potnik z razlogom želje, to se pravi viator voluptatis causa. In ta želja, ki nas vodi zdaj bodi si na romanja ali pa na nove svetove in spoznavanje novih ljudi, je tista, ki zdaj vidim mlajšim ne predstavlja take ovire, tudi če so slepi, ker jih tudi svet in ta digitalizacija podpira, medtem ko je pa, ne vem, jaz mislim, da je vedno več ljudi izgublja vid v poznejših letih, v starosti, in te smo tako težje prilagodljivi. In če se že odpraviš na pot, potem je pa res dobro imeti spremljevalca, ki te pozna in ki ti bo v vsakem koraku znal pomagati. No, tisto, kar je Albina omenila kot anekdoto z romanja v Rim, ko sem videl tisti skoraj pretep pri avtomatu za kavo in pa kdo bo prej, kava je nujna zjutraj, časa je malo, avtomat ne dela in podobno, sem se ponudil, da bom pomagal. Ampak veliko ljudi ne želi sprejeti pomoči. Želi do zadnjega pokazati, da zmorejo sami in da bodo tisti knof že našli in pritisnili. Tako da je včasih tudi ta vloga, kako bi rekel, nehvaležna,
ampak če se podaš na to z neko željo, da pomagaš drugemu, da mu omogočiš tudi doživeti nekaj, je potem to res tisto, kot si napisala v vprašanjih, ki si jih poslala, Brigita, da ta romanja veliko dajo. To se pravi tisto občutek predvsem, da spoznaš ljudi, ki so zelo bogati, imajo neizmerno voljo in pa ogromno pretrpeli ali pa izkušenj, tako da s tem se en drugega bogatimo. In je pa nasvet, da tisti, ki spremljajo, naj bi se z ljudmi saj srečali prej, ne na avtobusu ali vlaku ali pa letališču, in da potem ob eni kavi saj preklepetajo tiste osnovne stvari, zakaj nekdo odhaja na pot, kaj ga pravzaprav zanima, česa se boji, in v čem najbolj uživa. Tako da potem najdete nek način. Je pa to, kar ste že prej omenjali, zaupanje ključno, da ko nekomu se prepustiš, da te bo vodil, je to velika odgovornost, ki jo ta spremljevalec sprejme, da bo pravilno se prebijal skozi množice ali skozi kakšne nizka vrata v kakšnih starih ruševinah in podobno. Tako da je možnosti za, kako bi rekel, to osebno rast in preizkušanje veliko, koliko bi mogoče za začetek. Je pa še ena stvar, to bi sam dodal, ker sem si prav zapisal, da je ena od slovenskih turističnih agencij, zdaj reklame ne bom delal, ima ob predstavitvah vodnikov, ki vodijo posamezna potovanja in so tudi organizirani tako, da imajo vsak določene predele sveta, kamor vodijo, kjer so suvereni, imajo tudi napisano, kdo vodi senzorno ovirane osebe. Tako da morda bi bilo tudi to zanimivo kdaj upoštevati, da se ali poišče z tistega nabora, pa se vpraša, ali bi šel tudi s kom drugim, ali je to pol pogojeno seveda z agencijo. Tako da tu smo, vsa čast pa Albini in pa Sonija, ki sta res to do potankosti izmojstrili z vseh vidikov, in tako da jaz sem popolnoma brezskrbno se počutil vedno v njihovih rokah, oziroma teh, ki so jih zbrali za organizatorje, in sem se predvsem moral posvečati sam moji ženi in pa svojemu koničku, to je pa fotografiranje, in sem imel v zadnjem tem romanju prav izgovor, ker so me naprosili, da fotografiram, da potem ni bilo treba toliko o Barbari pojasnjevati in tolmačiti vsega osebno. Toliko, hvala. Ivo, hvala. A mogoče lahko rečete še kakšno besedo o tem, kaj pa lahko tudi slepi in slabovidni naredimo, mogoče razen kavice pred odhodom, zato da je spremljevalcem na potovanju lažje? Ja, rečemo ta dialog, to se pravi ne biti zadržan, povedati dejansko tisto, kar te žuli, kar te stiska, ampak se pravim, jaz sem videl, da pol po 2 dneh potovanj so večinoma bili vsi ti pari že dosti uigrani in ni bilo več težav, tako da v redkih primerih, naprimer, je to predstavljalo težavo. Je pa še ena stvar pomembna, da če slepi in slabovidni potujejo skupaj, v organizaciji nekoga, ki se vseh teh težav zaveda naprej, potem je to vse lažje. Zdaj je vprašanje, ali so romanja edina oblika teh potovanj, ali so druga potovanja. Jaz verjamem, da mladi potujejo sami, so neobremenjeni, in to, kar je bilo na začetku rečeno, da v teh javnih servisih prevoza obstaja dejansko asistenca, ki je zelo kvalitetna. Jaz sem to videl, ko sva z Barbaro en čas živela v tujini, in je ravno takrat začela veliko delati za Evropsko zvezo slepih in je letela okoli po Evropi in je praktično sama lahko hodila, ker jaz nisem mogel povsod z njo, da je povsod vzela spremstvo na letališču in so praktično pripeljali čisto povsod, brez težav, hitro. Tako da je pa res, da predstavlja to oviro brati napise,
naprimer tu, ne vem, kako si pač te mlajši rodovi pomagajo z vsemi temi aplikacijami. Za nas je to ovira, ne. Naprimer, jaz že zase vidim, da je norišnica na enem letališču gledati tisti razpored letov, pa spremembe časov, pa vrat in tako naprej, ne, da je res važno, da imaš nekoga, ki je suveren. Ne. No, ampak na koncu koncev vse potujejo vendar ljudje, taki, ki radi potujejo in hitro naberejo izkušnje. Pa še ena stvar bom rekel. Jaz sem zelo vesel, ko sem poslušal tole predstavitev gospoda Kapla o projektu Datis, da nastajajo takšni projekti, ki ozaveščajo to populacijo in tistih, ki ponujajo te storitve za turiste, in pa tistih, ki so dejavni akterji, da bodo nekaj naredili na tem segmentu. Tako da pač ta populacija ni velika, ni tržno posebej zanimiva, ampak je pa dokaz tega, da so pač ti kraji ali pa organizacije, ki se s tem ukvarjajo, razvile visoko stopnjo etičnosti in pa odnosa do sočloveka. Ivo, a so pri spremljanju mogoče tudi kakšni izzivi? A je kakšna stvar, ki je naporna? Mogoče prav za vas. Ali pa, ki ste jo opazili pri drugih? Ne vem, mislim, da je najbolj to, da mene osebno, na primer, je najbolj motilo to, da ko se prihaja v hotel, da če niso sobe prej razdeljene, da če ni ta plan narejen in da ni potem jasno pozvano, da spremljevalci prevzamejo ključe in da se vsi ne nabijajo v tistem ponavadi male te foajeje in tam dejnejo s kovčki, kdo bo prej prišel do lifta ali pa tako naprej. Ta naglica in pa tisto nestrpnost pride tam najbolj nekako do izraza in tam smo ljudje šibki ponavadi. To, na primer, je za mene moteče, ker bi potem potekalo vse veliko hitreje in brez kakšnih zamer in tako naprej, ki lahko takrat nastanejo. Tako da to je za mene najbolj taka zadeva. Druga pa, ne vem, te omejitve sposobnosti fizičnih. To je res treba naprej, tako kot je Sonja večkrat poudarila. Vedeti, za kakšne kraje gre, vedeti, za kakšne napore, da pač tisti, ki ne zmorejo, ne želijo ravno na takem potovanju preseči svojih zmogljivosti. Ker, na primer, tudi potem taki vodi ne more, potem priganja, vleče nekoga in potem lahko so tudi poškodbe, lahko kdo pade, se spotakne in podobne stvari. No in še tole, na primer, ko je bilo govora o teh, Albina je tako lepo opisala te modele, bazilike in podobne stvari, ki so jih lahko otipali potem na avtobusu, meni se zdi. Danes v času tridimenzionalnih tiskalnikov so take stvari relativno enostavno izvedljive in mogoče je to za razmisliti v tem projektu Datis, da poskusijo v muzejih kaj takega narediti, da za tiste stvari, ki so enostavne, pri slikah, pri slikarstvu je včasih tudi zanimivo potipati strukturo slike, zlasti pri kakšnih bolj modernih podvigih, olja stara se ne tipa, ali pa na primer tudi modernih del, ker je tako na primer Barbara enkrat na Dunaju eno Rotkovo sliko potipala in je varnostnik skoraj padel s stola, ker je rekel: gospa, vi ne veste, da je to 3 milijone vredna slika. Take stvari so pomembne, in to, če se to naprej uredi, je tudi voditi tem spremljevalcem lažje. Znova pa, se pravim, spremljevalce dobiti skupaj pa jim povedati, kaj jih čaka, če niso še nikoli tega počeli. Jaz nisem najboljši primer, jaz sem imel v mislih več drugih, ki sem jih videl na teh potovanjih in tiste zlasti gospe so bile, ki bi mogoče še več povedali lahko na to temo. Tako da, hvala lepa, jaz se bom na žalost moral posloviti, ker me čakajo druge obveznosti, tako da želim vam pa vse dobro. Skratka, gospod Ivo, če se lahko toliko vmešam, skratka,
novo, kako bi rekel, sporočilo v muzejih in galerijah mora biti, prosimo, dotikajte se stvari. Ne? Ja. Tako, ker umetnost je minljiva, ne? In če jo bodo tistih, naprimer, kaj s tem, koliko je v Evropi slepih, tega točno ni podatka nimam, ampak tudi če bi vsi prišli potipati, ne, Barbara zdaj zadnji pravi 30 milijonov, no, ampak ne vem, ne, če bi 30 milijonov Mojzesa potipali tam, če bi mu noga bila kaj tanjša, ne, ker verjamem vendar v tisto trdnost kararskega marmorja. Ne. Toliko. Lepo. Dobro. Hvala lepa, pa nasvidenje. Hvala. Na tej točki, oziroma takole, a bi kdo od udeležencev želel še kaj reči, še kaj dodati, kaj vprašati?